Skratka, na tej podpori evro-dolar na 35,40 je vrednost, pri kateri nekako pričakujemo morebiten odboj zopet nazaj navzgor. Dejansko, če si pogledamo sliko bolj podrobneje, je tečaj naredil tale naraščajoči trend in blizu prikoval tale trikotnik, ki je bil praktično prebit navzdol. To pomeni, da je tečaj dolarja s tem pridobil na vrednosti napram evru. Sedaj se zadržuje na tej zelo pomembni podpori in v morebitnem preboju tukaj navzdol bi to za nas pomenilo verjetno zopet testiranja tega spodnjega nivoja na 34,5. Kajti praktično to trgovanje temelji sedaj na špekulacijah, predvsem o morebitnem stanju in izhodiščih, kaj se bi dogajalo potem naslednji torek, 16. marca, in ta dinamika prav gotovo vse do takrat se bo nekje zadrževala med to vrednost 1,34,5 in tukaj med 1,37,80 in v tistem trenutku, ko se bo tudi jasno nekako uvidelo, kaj nas čaka v naslednjih, oziroma kakšne bojo rešitve, podane rešitve s strani Grčije in tudi ukrepi s strani Evropske unije, lahko pričakujemo ali izdatnejšo krepitev evra ali morebiten potem dodaten padec vrednosti evra navzdol. Tako da prav gotovo je pa za krajši rok za nas pomembna ta vrednost tukaj ob morebitnem preboju na 1,35,40. No, če si pogledamo ostale valutne pare še nekoliko podrobneje, sedaj če pogledamo dolar jen, bi lahko rekli, da se tečaj še zmeraj zdržuje znotraj tega nivoja v okvirih tega trikotnika. Lahko rečem, da je jen le tisti, ki je mora biti na kratek rok močnejši od vrednosti dolarja. Njihovo gospodarstvo je dosti bolj stabilno v tem trenutku, tudi gospodarska rast je na višjih nivojih in zaenkrat se ne pričakuje, da bi ameriška centralna banka v vsem naslednjem kvartalu oziroma tudi vsaj do konca leta dvignila obrestno mero, kar bi lahko spodbudilo tudi rast jena napram dolarju. Če gremo pogledati evro-jen, neka podobna situacija, skratka tečaj evra ravno tako ob izgubljene vrednosti napram jenu. Podobna situacija, se pravi problem v zvezi z Grčijo, nekako daje tisto negotovost tudi tej valuti in sploh Evropske uniji in ta negotovost se potem odraža tudi pri izgubljene vrednosti evra napram jenu. Če pogledamo se še funt dolar je tudi s tem, ko je prebil ta napadajoči trend, tečaj prebil ga, sedaj testiral ta spodnji nivo in nekako pričakujemo lahko morebiten preboj navznoter, če se bi to tudi dejansko zgodilo, verjetno še niže nivoje oziroma krepitev vrednosti dolarja napram funtu. Evro-švicar zaenkrat nobena neka prenosljiva situacija, verjetno se je podalo na mnenje, kaj se bo dogajalo z vredno, oziroma na 16. marc, ko dejansko pride do tiste glavne odločitve, vidimo, da je že tečaj kar nekaj časa, temu bi lahko rekli flat, oziroma ne obstane neki na isti ravni in kot sem že nekako v prejšnjih dnevih dejal, tukaj lahko pričakujemo nekak takšen obrat vrednosti trenda navzgor, se pravi taka šalčka, ki se nam lahko tako spodbudila, vendar pod pogojem dejansko, da pride do pozitivne rešitve danes teden se strani Evropske unije in tudi predstavitev Grčije glede zmanjševanja javnega finančnega dolga. To bi lahko potem kratkoročno spodbujalo tudi rast vrednosti evra napram švicarskemu franku, tam nekje do 1,5 evra za frank. Če si pogledamo še avstralski dolar, ameriški dolar, je zadeva nekako podobna, kot velja to za dolar jen. Avstralski dolar je v tem trenutku močnejši, oziroma močnejša valuta, ravno zaradi tega, ker je avstralska centralna banka že dvignila glavno oziroma ključno obrestno mero, je dejansko izmed prvih bank na svetu tudi po tej recesiji. In kaj je tisto, kar botruje lahko k dvigu dejansko še tečaja nekako do te vrednosti, tam nekje 0,93,5, je prvič ta tehnični izraz, ki se nam tukaj je izrisal na tem grafu, zapravo inverzni trikotnik.
dokoder lahko seža potem tečaj. Po drugi strani pa nekako predvidevamo, kot že rečeno, dvig obrestne mere se strani ameriške centralne banke vsaj nekje do konca leta in to lahko botruje tudi še izdatnejši rasti vrednosti avstralskega dolarja napram dolarju. No, zanimivo, morda bi zaključek podal še evro, funt in dolar norveško krono. Se pravi, če si pogledamo dolar oziroma evro funt, bomo videli, da je tečaj ob tem preboju ravno zrasel tudi nekje približno do te podpore tukaj na 91,02 in pri tej vrednosti nekako malično odbil navzdol, tako da nekako pričakujem morebiten preboj vnovično rasti vrednosti evra napram funtu, le ob morebitnem rešitvi vprašanja Grčije. Sedaj verjetno se bo nekje še kakšen teden gibal med temi podpornimi odpornimi nivoji na 0,9021 in 0,9110, kar lahko tudi pričakujemo kar nekako eno konstantno trgovanje. Zdaj, tečaj je ravno nekje tukaj na odpori, kot lahko vidimo na tem enournem grafu, tukaj na tej odpori, kjer mora biti tam preboj navzdol, bi, če se to dejansko tudi zgodi, pripomogel izdatnejši rasti tam nekje na, oziroma izdatnejšemu padcu, oziroma rasti funta tam nekje na 0,9021. No, če si pogledamo še dolar Nokio, na tem grafu najprej izjemen rast vrednosti Nokije norveške krone, se pričujem, napram dolarju. V tem kontekstu je sedaj se v tem popravku oziroma rast vrednosti dolarja tudi izdelal takšen trikotnik, ki v tem trenutku bo dejansko nagibal se v tisto smer, oziroma gibanje tega tečaja, kamor bo tudi prebit. Zdaj, lahko samo rečem, da je dejansko norveške gospodarstvo bistveno bolj stabilnejše in tudi s tem, ko se je tečaj vrednosti norveške krone nekako se kratkoročno slabil, je prišlo na dan tudi morebitno zaradi višanja vrednosti cene nafte, kajti vemo, da je Norveška zelo odvisna od same cene in tudi njihovo gospodarstvo, s tem doseglo zopet presežek v njihovem javno-finančnem proračunu in je praktično edina država v Evropi, ki ima presežek, ne primanjkljaj. In zaradi nepregrevanja, zaradi da se ne bi pregrevalo gospodarstvo, je tudi prisiljena dvigniti obrestno mero in s tem bo to povzročilo prav gotovo napram dolarju tudi morebiten padec vrednosti tečaja oziroma krepitev vrednosti norveške krone, kar lahko nekako potem nekje pričakujemo morebiten novično rast vrednosti norveške krone tam proti 1,80, se pravi tukaj nekje okrog te vrednosti, ob morebitnem preboju tukaj navzdol. Zdaj, tudi banka, se pravi norveška banka nekako favorizira, da centralna banka, da bi s tem, ko se njim nekako prelaga višja količina sredstev iz naslova nafte, tudi rada neutralizirala vrednost krone, kajti močen tečaj vrednosti krone lahko tudi botruje k oslabljenju njihovega gospodarstva. Ampak, kot že rečeno, je v tem trenutku bolj, kar je redkost nasplošno v gospodarstvih, problem pregrevanja, se pravi prehitra rast napram ostalim državam in v tem primeru tudi potem izjemno dražji izdelki, ker potem banke nekako to regulirajo z dvigom obrestne mere in z zmanjšanjem obtoka sredstev oziroma denarja v obtoku in na ta način tudi krepitev potem valute. Tako da tukaj zelo bodite pozorni, zdaj mora biti preboj lahko kratkoročno špekulativno izkoristiti tudi za nakup, ampak tukaj menim prej, da bi mora biti tečaj se znižal na bistveno nižjo raven, kot rečeno na 5,8. Zdaj lahko v naslednjih tudi to nekako spremljate in se
potem mora biti tudi odločite. Je pa prav gotovo zelo zanimiv park, ki ga velja spremljati.